Več kot ducat zveznih držav je vložilo tožbe proti Trumpovi vladi zaradi ločitve otrok migrantov na meji med Združenimi državami Amerike in Mehiko, saj ne bi prekinitev takšne prakse, ki jo je naročil Trump, bila zgolj iluzija. V pritožbi, vloženi pri okrožnem sodišču v Seattlu, 17 držav iz okrožja Kolumbije trdi, da je politika uprave delno protiustavna, ker je bila motivirana z željo poškodovanju priseljencev, ki prihajajo iz Latinske Amerike. Ločevanje družin se je začelo zaradi dvomesečne politike nične tolerance Trumpove uprave, ki je želela preganjati vse odrasle osebe, ki nezakonito prestopijo mejo, vključno s tistimi, ki potujejo z otroki. Predsednik Trump je nato prejšnji teden zaradi vse večjega mednarodnega zgražanja politiko do priseljencev omilil in umaknil sporen ukaz o ločevanju družin. Le nekaj dni pred mehiškimi predsedniškimi volitvami, ki so napovedane 1. julija, so v južni državi Oaxaca odkrili trupla 5 članov levo usmerjene politične stranke, ki so umrli nasilne smrti. Državni tožilci poročajo, da gre za enega najbolj krvavih predvolilnih obračunov v novejši zgodovini Mehike. Državno tožilstvo je dejalo, da gre za Emigdija Lopeza Avendanda in še 4 člane stranke Morena, vodilnega predsedniškega kandidata Andresa Manuela Lopeza Obradorja. Organi pregona so trupla s strelnimi ranami našli na podeželski cesti približno 66 km od glavnega mesta Oaxaca. Člani njihovih družin nemudoma zahtevajo preiskavo krvavega dogodka. Tudi lokalni politik Raimundo Carmona iz koalicije Za Mehiko naprej je umrl pod streli, še 3 so bili poškodovani. Od začetka kampanje v mesecu septembru prejšnjega leta je bilo do danes ubitih že 113 politikov, kar kaže, da gre za najbolj krvavo predsedniško kampanjo v Mehiki. Kljub temu, da so žrtve članice različnih političnih strank, preiskovalci menijo, da za večino umorov stojijo karteli povezani z drogo. Najprej je bilo olajšanje, potem pa je sledila velika evforija argentinskih navijačev, potem ko so zapuščali stadion v Sankt Peterburgu. Reprezentanca Argentine je namreč včeraj preživela ključni spopad svetovnega prvenstva proti Nigeriji, ki jim je zagotovil mesto med 16 najboljšimi reprezentancami. Lionel Messi je z golom v 14. minuti poskrbel za zadovoljstvo argentinskih navijačev, ki so nato trpeli do zadnjih minut, ko je odločilni gol za zmago z 2:1 prispeval branilec Marcus Rojo. Argentina je tako skupinski del končala na 2. mestu za Hrvaško. Navijači so bili po tekmi presrečni in prepričani, da se je zgodil čudež, ki so si ga upali napovedati le redki. Tudi v nadaljevanju oziroma osmini finala svetovnega prvenstva v Rusiji bo Argentina potrebovala čudež, saj se bo tam srečala zelo motivirano reprezentanco Francije.